Pozdravljeni. Naj vas spet popeljem na čarobne kraje, kjer je nastal roman Pot med dvema rekama. Da, to so ti kraji, zasanjana Mura in vso dogajanje ob njej. Šumenje te prelepe reke, petje ptic, ropot mlinskega kolesa, vse to zbuja prijetne občutke. Tako so tudi akterji tega romana doživljali te občutke prav tu ob tej reki. Naj vam predstavim kratek odlomek iz tega romana. Prispela sva do starega mlina v Veržeju. Že vdaleč je bilo slišati žuborenje Mure in klopotanje mlinskih koles. Ko sva izstopila iz avtomobila, je Sonja stekla k meni in me objela. Tudi jaz sem jo stisnil k sebi in si želel, da bi čas obstal v tem trenutku. Začutil sem njeno bitje srca, slišal sem njen dih. Za trenutek bi dal vse, samo da bi ga lahko še ponovila. Sonjo sem popeljal do struge in do predela, kjer je bila nekoč plavajoče mlinsko kolo. Usedla sva se na betonske kubike, ki so kot neke vrste zaščita pred časih podivjano Muro, in zrla v valove. Sonja se je stisnila k meni in najine misli so potovale z valovi Mure. Nenadoma za nama zaslišiva glas. Bil je star mlinar, ki naju je pozdravil. Ko me je zagledal, je veselo vzkliknil. Pozdravljen, Janez, tebe pa že celo večnost nisem videl. Pozdravljen, Marko, da, res je, že dolgo me ni bilo tu. O, to pa verjetno gospa Monika. Vedno mlajši ste, gospa. Ne, Marko, to ni Monika. To je moja prijateljica Sonja. Z Moniko sva se razšla. Res mi je žal in se opravičujem, prelepa gospodična. Tako ste podobni Janezovi, potem takem bivši ženi, vendar moram pripomniti, da ste še lepši od nje. Hvala, gospod mlinar, laskate mi. Recite mi kar Marko, upam, da vam je všeč tu pri nas. Seveda, gospod Marko, to so najlepši kraji, ki se jih kdaj videla. Me veseli, gospa Sonja. Kako pa kaj ti, Janez? Kako si? Kaj počneš? Kar v redu. Po dolgem času sem si vzel malo več dni dopusta in uživam v lepotah domače pokrajine. Drugače pa kot vedno. Delo, služba, saj veš, kako je. Si lahko predstavljam, kako je v tistem velikem mestu. Vse hiti, samo delo in denar, ki je vladar. Tudi jaz sem pred mnogimi leti okusil trdoto tujina. Kmalu sem se vrnil in od očeta prevzel ta stari mlin. Ni mi žal, že več kot 50 let uživam v lepotah neokrnjene narave. Denarja ne zaslužim veliko, vendar ga ne bi zamenjal za ta stari mlin, ki je še sedaj zadnji tak na tej naši lepi Muri.